rešitev malce kasneje, kot smo najavili najprej, in zato, da smo v soboto popoldne skupaj. Kot veste, je zasedal izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke na svoji 15. redni seji. To je zadnja seja izvršilnega odbora pred sobotnim kongresom, ki se bo odvijal 6. decembra v Podčetrtku. Ključna točka današnjega izvršilnega odbora je seveda bila posvečena kongresu. Pri tej točki smo najprej ugotovili skladno s predlogo delegatov in nadomestnih delegatov statutom in navodili ter potrditev teh delegatov, se pravi, da smo potrdili delegate letošnjega kongresa, njihove nadomestne delegate. V nadaljevanju smo spregovorili o kandidaturah za letošnji kongres Slovenske ljudske stranke, spregovorili tudi o skladnosti teh kandidatur s statutom, pravilnikom. Kar se tiče kandidatur, smo imeli na začetku našega izvršilnega odbora 3 kandidature za predsednika Slovenske ljudske stranke. To so bili gospod Primož Jelševar, Damjan Medved in magister Marko Zidanšek. Med samim izvršilnim odborom je magister Marko Zidanšek dal umik k tej kandidaturi, tako da smo potrdili potem listo z 2 kandidatoma, omenjenim gospodom Primožem Jelševarjem ter Damjanom Medvedom. Imamo 8 kandidatur za podpredsednika Slovenske ljudske stranke, to so Luka Ilc, Primož Jelševar, Suzana Lara Krause, Janez Lencelj, Blaž Melavec, Stanislav Mlakar, Jasmina Opec in Franc Rozman. Za ostale funkcije na kongresu, naj po imenu naštejem, po številu naštejem, imamo 6 kandidatov in kandidatke za predsednika glavnega odbora, imamo 10 kandidatov in kandidatke za podpredsednike glavnega odbora, 3, eno kandidatko in 2 kandidata za predsednika oziroma predsednico nadzornega odbora Slovenske ljudske stranke, 12 kandidatur za članove v nadzornem odboru Slovenske ljudske stranke ter 50 kandidatur za člane izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke. V nadaljevanju smo tudi sprejeli poslovnik kongresa. Ključno določilo, ki so z tega poslovnika, se nanašajo na sam potek kongresa. 2 določili, ki sta mogoče zanimivi, je to, da so za eventualno spremembo samega poslovnika roki do srede do 20. ure. To bomo tudi delegate, ki so bili potrjeni kot delegati kongresa, toliko dneva obvestili. Kar se tiče pa eventualnega kakšnega umika, kakšne kandidature, pa je to možno do 1 ure pred začetkom samega kongresa. Toliko mogoče v uvodu z moje strani, ki sem vam na voljo za vprašanje. Sabina Zvonča, sta gospod Zidanšek pojasnil, zakaj sredi srečanja, sredi izvršilnega odbora umika kandidatura? Z Markom Zidanškom smo prejšnji teden dosegli to njegovo strinjanje s tem, da kandidira za predsednika Slovenske ljudske stranke. Na nek način je želel pri tej kandidaturi imeti popolno ali pa v veliki meri enotno podporo. Dogodki, ki so se odvijali preko tedna, pa tudi danes na izvršilnem odboru, so pa potem napeljali k temu, da je to kandidaturo umaknil z enostavnim pojasnilom, da bi z veseljem ali pa sprejel to odgovorno nalogo, včasih tudi nehvaležno nalogo biti predsednik politične stranke v Sloveniji, kolikor bi imel občutek, da ima to enotno in popolno podporo. Tega občutka očitno ni imel in je zato tudi dal to umik od te kandidature. Kdo pa mu je najbolj nasprotoval? Ni šlo za nasprotovanja in tu ne gre za to in mislim, da nekaj dosti več dodati k temu, enostavno ni občutil, da bi pri vsem imel to podporo.
Kaj pa na kongresu še lahko kakšno kandidaturo so vložili, da je čisto zaključeno? Lahko sami delegati pa še? To, kot sem povedal, v sredo do 20. ure je rok, ko je možna sprememba poslovnika. Ena izmed poslovniških odločil, ki se lahko spremeni, je tudi to, da kongres sam še uvede kandidacijski postopek in to je pač pravica kongresa, da to lahko naredi. Kaj pa ti rehabilitiranci? Ste vi zdaj kaj rehabilitirali od zadnje klauzure do zdaj in ali ste recimo Petra Briska? Ali ga bi lahko do kongresa? V Slovenski ljudski stranki smo na klauzuri sprejeli zelo jasen sklep, da 32 članom Slovenske ljudske stranke, ki so na volitvah v Kmetijsko-gozdarska zbornica kandidirali na drugih listah, ne na listi, ki je pripravila Kmečka zveza pri Slovenski ljudski stranki, in so bili takrat zaradi tega prekrška, če smem tako narekovaj reči, pozvani k odstopu s funkcije v stranki, ne k odstopu iz stranke, da se ta sklep ukine in da tem ljudem pošljemo jasno sporočilo, ker tudi takrat ni bil do konca sprocesiran, da je tisti sklep nerelevanten in da so povabljeni k aktivnemu delu in sodelovanju stranke tudi z eventualnim kandidaturam na kongresu. Kar se tiče izključenih v Slovenski ljudski stranki v preteklosti, so prišle pobude z nekaterih strani k temu, da se te izključitve prekličejo že na sami klauzuri, kakor tudi v pogovorih in pa tudi na izvršilnem odboru tega niti nismo dali na dnevni red, tako da nobene izključitve ni bilo preklicane. Še vedno pa velja, to tudi niste spreminjali, da mora biti zgolj nekdo, ki je 6 mesecev član stranke, lahko kandidat za predsednika. To je tudi ostalo, to določilo. Določilo, ki je v statutu zapisano, je takšno, da tisti, ki kandidira za funkcije v Slovenski ljudski stranki, mora biti praviloma 6 mesecev član Slovenske ljudske stranke in tudi tega nismo spremenili.